Dober dan, lepo pozdravljeni na današnji delavnici, ki poteka, kot ste lahko opazili, v okviru dogodkov Mesec znanosti, ki je sicer malo daljši kot cel mesec, ampak ga organizira Ministrstvo za znanost, ki je tudi podprlo ta naš dogodek in se seveda za to najlepše zahvaljujemo. Sicer pa mi prihajamo s Fakultete za humanistiko z Univerze v Novi Gorici, torej smo iz tega okolja in že nekaj let se ukvarjamo z eno posebno zbirko, ki smo jo poimenovali Zbirka pisma in zelo smo veseli, da ste se nam danes pridružili in bomo to zbirko skupaj obogatili. Morda bomo res vsa pisma, ki smo jih predvideli, ustavili, morda tudi ne, ampak vsako pismo, ki ga boste, bo za nas velika pridobitev in res hvala, da ste z nami. Moje ime je Katja Mihurko, sicer so tukaj še tudi moji kolegi in kolegice, ki vam bodo danes tudi pomagali. Najprej bo predstavil dr. Milan Mrdjenović nekaj o teh pismih, o katerih ki jih boste danes ustavljali. Potem pa sta tukaj tudi še Sara Vukotić, magistrica Sara Vukotić in magister Darko Ilin, ki bosta tudi pomagala vam, če boste na kakršnekoli težave naleteli in seveda jih samo pokličite po imenu. Jaz bom pa tukaj in potem tudi seveda se mi bodo pridružili, ko bo nekaj pisem že v zbirki, da bomo ta pisma mi tudi malce še preverili in na koncu si bomo pogledali, kakšne od pisem, ki jih boste ustavili. Zdaj pa čisto na kratko, res na kratko o naši zbirki. Jaz upam, da ste morda malce že pogledali. Torej na tem naslovu, zelo preprostem, pisma ORG, najdete naše spletišče, našo zbirko. Lahko si tudi že odprete, ker tukaj boste potem tudi vstopali v obrazec. Torej, mi smo nekako, pisma so vedno se zbirala, že od stoletja, pravzaprav dolgo v različnih arhivih, ampak šele odkar pa imamo računalnike, pa se je porodila ta ideja, da bi tudi preko digitalnih načinov hrambe pisma zbrali in potem to seveda omogoča še marsikaj, kar nam te arhivi, ki so bili tudi nedostopni, ni tako enostavno priti v rokopisni arhiv, delati tam, nenazadnje ne živi vsak v Ljubljani, kjer je večina pisem shranjena. Če tudi tukaj v Novi Gorici tudi seveda je pokrajinski arhiv, ki ima veliko pisem, ampak vendarle, če je nekaj na spletu, je to lažje dostopno. No, mi smo že začeli leta 2020 in vse je nastalo v bistvu v nekem študentskem projektu, tako da že od vsega začetka to ni nekaj, kar bi samo mi, ki smo na univerzi, zaposleni, delali, ampak nam tako imenovani občanski raziskovalci in raziskovalke že od vsega začetka pomagajo. Potem, ko smo začeli ta pisma zbirati, najprej smo zbirali pisma Aleksandrink, potem malo širše ženska pisma, potem smo pa dobili tudi druge še projekte in tako recimo smo pisma slovenskih pisateljev in pisateljic moderne vključili in tudi imamo dve večji dopisovanji, kot temu rečemo korespondenci, in sicer slovenske moderne, potem imamo tudi eno zelo lepo dopisovanje Aleksandrinke in njenega moža, še nekaj družin, tako da vedno več pravzaprav tega se bogati naša zbirka. Zaenkrat so pisma v njej v slovenščini, tako da tudi vsa pisma, ki jih boste vi vstavljali in vstavljali, so v slovenščini. Želimo si, da bi 100 let zaobjeli, pisma tam do leta 1950 imamo, iz 1850 še nimamo, najstarejše je iz, mislim, da 1868, ampak upamo, da bomo tudi taka pisma dobili, ker ta pisma, seveda nekatera so iz, kot sem rekla, arhivov, veliko pa nam jih tudi posamezniki zaupajo in ravno to, kar boste danes delali, v bistvu so pisma iz
enega družinskega, osebnega arhiva in seveda pri takih primerih smo pa še posebej veseli, ne, ker to so pisma, ki bi sicer bila dostopna samo tisti družini, tako pa, ko se odločijo, pa postanejo dostopna v bistvu čisto vsem, ker vsa ta pisma, kot boste lahko preverili, če še niste, jih lahko odprete, pri marsikaterem je tudi zraven tako imenovan faksimile, torej lahko pogledate, kako je bilo v pismo v originalu napisano, izgledano in tudi potem, to bom še povedala, si ga lahko shranite. Tako da po zbirki se lahko išče na različne načine. Jaz vas vabim, da to malce doma morda raziščete še. Vse to, kar tukaj piše, pa bomo tudi mi opisovali, torej kdo je pismo napisal, pošiljatelj, komu, kdo je bil prejemnik, prejemnica, kdaj, morda tudi v teh pismih vedno ne boste našli datuma, vedno niso napisali, ne, katerega dne. Včasih to ugotovimo, če se je ohranila ovojnica, je na ovojnici vsaj žig, ne, ko je na pošti bilo sprejeto, včasih je to tudi na razglednici, tako da na ta način. In tisto, kar je nekako za našo zbirko, bi rekla, pomembno in značilno, je tudi to, da vsako pismo, in to boste tudi vi naredili, določimo ključne besede. Torej, mi imamo vnaprej določene tematike, na osnovi tega, da smo veliko pisem seveda že ustavili, in ko boste pismo prebrali, boste te ključne besede tudi označili, katere se vam zdijo, in potem tako, ne, zatem se na koncu sestavijo pisma ene osebe in druge v bistvu v dopisovanja in jih lahko tudi na ta način iščete, ali po tistem, ki je napisal, sprejel, po datumu, po ključnih besedah in ali pa celo potem, ko se vam eno pismo odpre, vidite, če poklikate, ne, to zdaj ne bomo, kako se sestavljajo v dopisovanja. Čigava pisma imamo? Zelo smo veseli, da imamo celo otroška pisma, da imamo pisma vojakov, to je kar, se mi zdi, dragocena pričevanja, kako so preživljali, ali zgolj vojaščino, ali že potem, ko so bili mobilizirani seveda v vojni. Imamo pisma iz taborišč, ne samo teh, ki morda bi na prvi trenutek pomislili, ne, med vojno, ampak celo po vojni, ne, vemo, da so nekateri pač bežali in so bili v teh taboriščih, recimo na Koroškem. Pisma redovnic, torej tudi morda nekaj, kar ne bi pomislili, da boste našli v zbirki. Seveda, najlepše so pa ta, ne, zaljubljencev, fantovska, dekliška, skratka, zelo, zelo raznoliki pošiljatelji so. Zdaj, mi to seveda potem, to je namenjeno vsem. Če vas zanima, kaj so si nekoč pisali, lahko ta pisma prebirate. Dostikrat slišim, da ko enkrat človek začne, ker ne more nehati, ne, ker se ta pisma potem iz enega v drugo lahko prehajate. No, za nas, ki pa potem se s tem raziskovalno ukvarjamo, pa seveda jih raziskujemo na različne načine in smo jih že velikokrat v naših člankih uporabili. Če pa želite to pismo potem tudi vi na kak način ali samo nekam prekopirati ali z njim karkoli pač raziskovati, pa imamo tudi možnost, ne, da to pismo izvozite, kot temu rečemo, in potem seveda imamo tudi napisano, kako ga citirate, ker to seveda moramo korektno navesti, kdo je napisal in kako. No, delamo, kot sem rekla, različne raziskave in ena takih, ne, pač zdaj računalniki to vse v bistvu lahko na različne načine obdelujejo in ena izmed naših kolegic jo je zanimalo, ne, kako ta pisma slovenskih pisateljic, kaj iz njih lahko v bistvu s tako analizo, kot temu rečemo branje nadaljavo, najdemo, no in s tem programom, ne, je tako pač v pisma vstavila in je dobila potem, katere so tiste besede, ki se najpogosteje povezujejo z ljubeznijo in v bistvu
kar je bilo zanimivo, je to, da je bila recimo skrivnost. Čeprav se beseda skrivnost sicer ni nikjer pojavila v pismu, ampak s to analizo je potem ugotovila, da nekako se to pojavlja kot beseda, kontekst. Potem veliko sodelujemo s študenti in ena izmed študentk Univerze v Ljubljani, Fakultete za informatiko in računalništvo, je iz podatkov v pismih v bistvu naredila to mrežo, kdo je največ pisal, skratka tudi to, iz teh podatkov lahko potem ugotovimo, s kom so si dopisovali, kdo s kom, skratka to so sicer tudi take interaktivne vizualizacije. In tudi pri pouku jih uporabljajo nekatere kolegice in kolegi, tako da imamo nekaj učnih priprav in na ta način tudi seveda skušamo približati v šoli stara pisma mladim. Sicer pa je ta naš projekt tudi del mreže občanske znanosti. V zgornjem nadstropju je zelo lepa razstava o tem, kaj občanska znanost je. Občanski znanosti lahko prispevate na različne načine. Naš projekt je z področja humanistike. Če vas bolj zanima naravoslovje, je veliko tudi naravoslovnih projektov, kjer lahko opazujete recimo ptice, štejete promet. Skratka, vedno bolj se ta koncept občanske znanosti, mreža občanske znanosti tudi v Sloveniji razvija in na spletišču občanske znanosti najdete tudi seveda naš projekt. Tako da to seveda pomeni, da lahko sodelujete na različne načine. Danes je ena izmed oblik, zato da danes lahko bomo hitro pismo vstavili, je ena izmed občanskih raziskovalk, gospa Sonja Kosič, ki žal danes ni z nami, čeprav je bilo predvideno, da nam več o teh pismih pove, nas nagovorila in smo se hitro povezali, skratka, lahko pa tudi pisma samo prebirate, v pismih so gotovo kakšne napake, nihče ni popoln, lahko preberete, če se vam zdi, da je kaj nenavadnega ali pa da bi vi kakšno drugo ključno besedo. Vse to je del občanskega raziskovanja in seveda smo zelo veseli prav vsakega odziva. Gotovo lahko vsak pomaga na svoj način. Tako da, včasih morda tudi samo za zbiranjem podatkov, včasih ne znamo kakšnega imena, ne vemo, kdo je ta oseba bila, pa nam nekdo iz lokalnega okolja razloži, vidite, to je pa bilo recimo tam, ta hiša te osebe so mi razlagali recimo v Loškem potoku, katere pismo imate, v zbirki pa je recimo stala tam. Ali pa so celo za eno osebo, kjer smo imeli samo ime, so našli celo njen priimek, kdaj je bila rojena, ker so pač iz konteksta lahko sklepali. Ampak to je vse bilo raziskovanje, ki je bilo opravljeno, da tako rečem, na terenu, v lokalnem okolju. No, tukaj je pa še gospa Sonja, ki je danes, kot sem rekla, žal ni z nami, ki je veliko naredila in smo prav v tej knjižnici prvi komplet pisem iz njene zbirke, ko smo ga uredili. Sara je tudi pomagala, smo potem imeli tak lep večer oziroma popoldne, ko smo se o tem pogovarjali. Tako da to je čisto na kratko res o naši zbirki, če morda niste utegnili še kaj pogledati, preden se prišli k nam. Zdaj bo pa kolega Milan, ker pač gospe Sonje Kosič ni z nami, čisto na kratko vam povedal, čigava pisma so ta, s katerimi se bomo danes ukvarjali, kakšna je njihova zgodba za temi pismi. Skratka, na kratko, Milan, če lahko predstaviš še. Torej, lepo pozdravljeni, moje ime je Milan, kot sem bil predstavljen. S čim se bomo danes ukvarjali? Rad bi vam predstavil dva pomembna protagonista, se pravi Zofka Šušmelj in Franci Kosič. Se pravi, Zofka Šušmelj je bila rojena leta 1924 v Prvačni, v zelo številčni družini z veliko otrok, kar pomeni, da je njihova mama morala oditi v Egipt, služiti denar za to veliko družino, najprej kot dojilja, kasneje kot guvernanta.
V to so številne ženske bile prisiljene iz tega območja v prejšnjem stoletju, ker je to bila zelo iskana delovna sila takrat na tem območju in Egipt je bila v tem primeru obljubljena dežela za te ljudi. Ampak pogoji dela niso bili tako idealni, kot bi si nekateri mislili, bilo je veliko izkoriščanja, tako da pa tudi otroci so trpeli, ker niso odraščali, ker so pač odraščali brez mame. In ta zgodba Zofke Šušmelj je zato toliko bolj pač čustvena in tragična, ker je morala odraščati brez mame, potem pa je umrl ji oče in je potem se mati Kristina je bilo ime vrnila nazaj in je pač vzela najstarejšo hči, torej Zofko seboj v Aleksandrijo, da bi pomagala pri delu kot Aleksandrinka, da bi lahko potem se vrnili nazaj po ostalo družino, ampak jih je v tem primeru pač vojna prehitela. Se pravi, ta pisma nam tudi kažejo, v kakšnem položaju se je znašla slovenska izseljenska skupnost v Egiptu. Zanimivo je tudi to, da so se otroci v teh družinah zelo dobro izobrazili v številnih jezikih, ne samo slovenščini, znali so tudi italijansko, francosko, v Egiptu so se potem tudi naučili angleško, tako da so bili zelo, zelo dobro izobraženi. Po drugi strani pa je družinsko ozadje Franca Kosiča malo drugačno. Rodil se je leta 1920 v Ilirski Bistrici, odraščal je v družini z močnim občutkom pripadnosti skupnosti in delu. Njegov oče je bil mehanik, kar pomeni, da je potem tudi on prevzel ta poklic in se izučil kot mehanik, kasneje postal tudi šofer avtomobila, kar ga je potem v tem slučaju, ko je bil leta 1940, ko je Primorska pripadala kraljevini Italije, je bil mobiliziran v italijansko vojsko in ker je Italija takrat stopila na stran sil osi, je napovedala vojno zahodnim silam in je bil kot vojak italijanske vojske poslan v boj v Severno Afriko. Tam je italijanska vojska doživela poraz in Franc Kosič je bil ujet strani Angležev, poslan v taborišče v Kairo, kjer pa so kasneje, ko je Jugoslavija stopila v vojno, nastali pogoji, da se je lahko tega ujetništva rešil in prestopil na stran jugoslovanske vojske. Tu so se potem malo stvari zakomplicirale, kar danes ni toliko pomembno. Mislim, zdaj v tem kontekstu, ko bomo ta pisma vnašali, ni toliko pomembno, ampak Angleži so potem ponudili vsem slovenskim in ostalim narodom Jugoslavije, ki so se znašli tukaj v Afriki, možnost, da sodelujejo z njimi v ozadju. Niso želeli izpostavljati recimo slovenskih vojakov na fronti, ker če bi jih zajeli Italijani, bi to pomenilo, da so bili dezerterji italijanske vojske in bi to lahko naneslo veliko škodo njihovim družinam iz krajev, iz katerih so prihajali. Zato so jim pa ponudili možnost, da pomagajo angleški vojski v ozadju. To pa pomeni, da je Franc Kosič sodeloval v tako imenovani maintenance unit, ker je bil mehanik po poklicu, je pomagal vzdrževati zavezniška letala, ki so igrala ključno vlogo pri zmagi nad silami osi med drugo svetovno vojno. In čeprav smo do zdaj drugo svetovno vojno bolj ali manj dojemali skozi oči zmagovalcev, skozi oči velikih generalov, velikih politikov, zadnje čase tudi skozi prizmo poražencev, je zelo malo zgodovinskih del posvečenih temu, kako so pa to vojno doživljali preprosti ali pa rečemo temu mali ljudje. In ta pisma nam razkrivajo prav to plat zgodovine, kako so vojno, tisto najbolj temačno obdobje, katero lahko človeštvo preživi, doživljali posamezniki, ki niso želeli biti vpleteni v nobeno politiko, ki si niti niso želeli biti del vojne, ampak so bili v to na koncu prisiljeni. In ta pisma kažejo, da tudi če je v tistem času, recimo Zofka Šušmelj in Franci Kosič sta se spoznala konec leta 1941 in v začetku leta 1942 sta se že zaročila, ampak ni bilo jasno, ali se bo
Franci Kosič sploh vrnil živ nazaj iz fronte, kjer je pač deloval in pomagal. Ampak ta njuna ljubezen je tisto, kar je pomagalo ohranjati ta njun stik in danes recimo pravijo, da se pravi, odnos nadaljavo naj ne bi deloval, ampak v tem primeru pa je deloval, ker je Zofko in Francija združevala ta ideja, da bosta s tem, ko bosta povezana prek dopisovanja nekoč gradila skupno prihodnost, je to njuno zvezo samo še utrdilo in ojačalo. In ta del zgodovine je premalo poznan in z branjem in preučevanjem teh pisem dobimo zgodovinarji tudi ta vpogled v preteklost. Toliko na kratko in hvala. Tako, zdaj pa kar gremo veselo na delo. Jaz vam bom pokazala, gremo torej na našo spletno stran. Takole. Pisma. Če kdo potrebuje pomoč, da pride na to spletno stran, samo dvignite roko, da takole, smo tukaj na spletni strani in če smo, gremo potem dol, kjer piše prispevajte pismo. Takole je velik gumbek. Čisto na vas. Smo poskušali najbolj enostavno naslov dati. Žal pisma.si je bil že zaseden, ta domena je bila že, zato smo morali dati ORG. Torej, če smo zdaj vsi tukaj, smo na tej strani, prispevajte pismo, kliknemo takole. In zdaj tule, če ne želite, jaz sicer upam, da vsi želite povedati ime, ker vas bomo potem seveda napisali, tam, kjer imamo seznam vseh, ki nam pomagajo. Lahko napišete pač samo ime, jaz bom vse upisala. Morate pa nekaj upisati, ker sicer ne gre naprej, Tako da upišete svoje podatke, te so obvezni, ker seveda mi potem želimo kontaktirati te osebe, ki nam pošljejo pisma, tako da je pomembno, da imamo te podatke. In tudi potem mi seveda dobite tudi vi odziv na ta naslov, če boste doma pogledali, ko boste pismo vstavljali, boste dobivali. Zdaj pa tukaj, zdaj smo pa že pri podatkih in zdaj smo vam pripravili, če boste pogledali, če malo daste spet tole stran dol, imate na tem namizju mapco, v kateri so pisma, tako da če je ne najdete, kar pokličite Milana, Jasno, tudi kolegica Jasna je z nami, roko dvignite, lahko pokličete. Vsi se še lovimo, to je zdaj prvič se srečujete z našo stranjo, z tem načinom dela, tako da malo pogledajte, kaj je v tej mapci. In zdaj boste videli, ali imate pismo Francija Kosič ali imate Zofijino pismo. Zdaj, če je pismo, ki ga je napisal Franci, boste tukaj samo napisali Franci. Dovolj je, kar se mene tiče, tudi samo Franci, če napišete, ker mi zdaj pač vemo, za koga gre. In prejemnica je recimo Zofija, Tako, in potem pogledate, nekatera pisma imajo datume, nekatere jih nimajo. Če pismo nima datuma, boste napisali preprosto neznano. Ali pa neznan. Potem pri viru boste vedno napisali osebni arhiv Sonje Kosič. Jaz bom potem to pustila odprto, da boste videli, lahko prepisali. Drugih pošiljateljev in prejemnikov nimamo.
Tako da to smo zdaj upisali te osnovne podatke, ne? Oziroma še jih upisujemo, ko boste vsi zaključili, bom jaz nadaljevala. Kaj napišemo kot vir? Osebni arhiv Sonje Kosič. Tako. Zdaj pa besedilo pisma pa odprete Word dokument, to, kar če komu ne gre, kar rečete, ne, Milanu, Jasni, Sari, roko pokličite. Jaz bom samo nekaj napisala, ne, zato, da pač jaz nimam pripravljenega nobenega pisma. Takole, ne. Tu je dovolj karkoli, nekaj besed mora biti, ne, vi boste pa seveda celotno pismo, ki je že ga gospa Sonja Kosič prepisala, ne, ona je to veliko delo opravila za nas, ga boste pač skopirali. Tukaj boste potem še izbrali ta dokument, kjer je pripadajoče pismo, ne. To vam bomo še pomagali seveda. Izberite datoteko, ne, in se recimo tukaj nekaj pač izberemo, recimo. Takole, jaz bom kar to. Tole boste pustili prazno. In tukaj zdaj vidite, so pa te teme, ne, tako da pismo preberete in razmislite, katere teme bi bile. Najbrž bo aleksandrinstvo, mogoče ljubezen ali pa vojaščina. Na koncu bomo moramo dokazati, da nismo računalniki, ne, tako da moramo to narediti. V redu in na koncu oddaj. Tako, to je vse. Zdaj pa grem še jaz vam pomagati, tako da, če je karkoli še neznano, pa odgovorim z veseljem pri posameznih primerih. Aha, se morate še strinjati. Kaj se morate? S čim se strinjati? Za te gor pač ime pa priimek, ne pa namelj, da vas obvestimo, nečkaj. Evola, super. Kaj pa zdaj? Zdaj pa lahko greste tukaj pismo. Ja. In vtipkate tukaj 1735. 1735, kaj bi to pomenilo? To pa je številka tega enega pisma, ki ste ga vi vstavili, ne? A, res? Ja, že jih toliko imamo. Čak, 1 na koncu. 1731. Zakaj ne pokaže? Aha, tukaj morate pa, ja, date po nastavi, da nam, evo, da to, in zdaj date 1731 gor. Ampak te številke to nihče ne ve. Ma vam ne da, zakaj? Probajte tukaj izbrati Zofijo. Ona je bila pošiljatelj, evla, Zofija Kosič. To. Tako, pa gremo na išči. Probajte tukaj dati še enkrat v gor. Ja, pa damo še enkrat na išči. In zdaj čist dol do konca. 1574, ja, kaj to? zdaj čist do konca. Bi moglo na koncu biti to vaše, ki ste ga še. Evola. A je to ta, ki ste? La greste na to celotno pismo. No, zdaj pa je recimo ta datum napačen, recimo, ne? Ta, ne? Ja. Ta sem jaz zdaj popravila, tako da mislim, da je zdaj v redu. Greste kar na celotno pismo. A ste že popravili? Ja, jaz sem to zdaj popravila. Mislim, lahko gremo preveriti, ne? Če greste spet v mapico, pa se spomnite,
preverimo. Kako pa ne pogleda? Izvor. To vam pa sem shranilo pismo, lahko po datumu. Ne, tukaj, ja, tukaj. 1, 3, 5, 4, Ja, 3. pa sem dala še tam. Ja. Ampak ne, tega sem ta prvega sem v redu, pol ta drugi je pa... Dobro, to se pa da dosrečil sem. popraviti, ja. Kako? Ja, A boste je pa prav? ja, No, brez skrbi. poglejte, ker sem Pa pozabil tukaj imate te spremeniti. ključne besede, ne, ki ste jih določili. Žensko-moško prijatelj, ljubezen, Ja. druga svetovna, običaj in praznovanje, Pa tukaj, ne, druga pošiljatelj finance, to ste prej. vedeli? Ne, to je vse, kar je bilo, Jasno. ne. Ja. Tukaj sem bil. Mislim, to itak bomo preverili vsemo zaenkrat, je v redu. Ja, sej, če Pa imamo piše, koliko stane pismo, srajca, ne? Ja. Sej, potem pravilno. Evo, pa je. 4 krajce ali 4, ne vem če so. 4 funte stane srajca. A ja? Je bila Ali pa bogata kraljica, punca. Ja. No, itak, oni so zaslužili zelo veliko denarja v Aleksandriji. Tako da ja, tako to na koncu zgleda. No, Zdaj se gremo bomo naprej. potrudili, da bo še neko, ne? Od vaših pisem gore malo. Je zelo vdana. Ja, Zdaj dan, zdaj gremo na 15. zdaj pa lahko, ja, Na kar naprej. 15. Mi lahko daste kar še neko, ki ste ga naredili, če hočete, da ga kar... Kako? Mi lahko poveste še neko, ki ste ga naredili in kar grem dati gor. Ja, jaz sem Kaj zdaj je na bilo 5. prejšnje? ne? Okej, potem lahko Na četrto. drugem je napačen datum. Okej, potem to preverjam. Zdaj pa gremo sprejeti. To pismo, ne? Ok, torej zdaj smo dobili še eno pismo, ki ga je naš udeleženec vstavil in zdaj pač preverjam. Torej, če je vir v redu, zaenkrat je v redu. Tukaj datum ponastavim tako, da je po naših pravilih, ne. Mu povem, da prikaže leto in mesec. Tukaj pa preverim, če je besedilo pismo v redu. Torej grem na ustrezni Word dokument in preverim, da je letnica v redu, pa tudi, da se pismo začenja tako, kot bi bilo treba. Torej, to je vse v redu. Zdaj pa tukaj imamo datoteko faksimila. Samo da vidim. 14. Ja, jaz tukaj poiščem v naši bazi. Ja, zdaj jih imamo toliko preveč, da se malo moramo poiskati. Dodamo ga proti. In tukaj pa zamenjamo, torej udeleženec je stavil, da je pošiljatelj Zofija Šušmelj. Mi tukaj poiščemo ime pa priimek tako, kot bi bilo treba. Evo, Zofija Šušmelj Kosič. Prejemnik pa je Franc Kosič. Evo. Zberemo. Tukaj pa dodamo lokacijo, torej Zofija je poslala pismo iz Aleksandrije. Tukaj poiščemo Aleksandrijo. Poslala je Franciju nekje, dokjer je bil v vojni, tako da lokacijo ne vemo. Označimo neznano. In tukaj pa so teme, ki jih je udeleženec označil. In potem damo kar objaviti pismo. In tukaj, ko je rumeno, nam pokaže, da je. Zdaj pa gremo kar na bazo. In v pismih, torej imamo bazo vsa pisma. Tukaj damo, da je pošiljatelj. Evo, torej smo rekli Zofija Šušmelj Kosič. Gremo na išči. In na koncu, evo, bi moglo biti to naše pismo, ki smo ga vstavili. Za bralce seveda pomeni, da so prosto dostopna pisma, ki bi sicer bila shranjena v nekem družinskem arhivu. Tukaj jih najdejo na različne načine, lahko jih najdejo tako, da iščejo po pošiljatelju, lahko pa tudi tako, da jih določene teme zanimajo, recimo aleksandrinstvo, vojaščina, in potem najdejo pismo, ki ima
torej tematiko vojaščine. Super. Za knjižnico pa je verjetno to, ne, da je še en vir, ki ga lahko uporabimo v raziskovanju, v učenju, ne, v zgodovini ali pa nekaj takšnega, tako da je plus. Ne.